V okviru res obsežne Vergerijeve produkcije, od katere je nekaj malega že išlo pri založbi ZRC, imata spisa 8 obramb in o nesreči in preganjanju tistih iz Kopra neko posebno mesto. Tukaj ne gre za tipično protestantsko propagando, kakršne smo vajeni od Vergerija, ampak kot razkriva že naslov, za pravno obrambo pred obtožbami inkvizicije in pa tudi za zanimivo mikrozgodovinsko sliko tega koprskega področja s srede 16. stoletja. Še posebej gre tu za leto 1548, torej zadnje leto Vergerijevega škofovanja v Kopru. Naslednje leto je namreč že, kot vemo, zbežal v Švico. Proti njemu so sprožili kar dolg inkvizicijski proces, ker se je zapletel v spor s koprskimi frančiškani in pa papeško rodbino Farneze. Torej, to besedilo v prvi vrsti razkrije, da so bile za procesom predvsem osebne zamere, ne pa toliko kriva vera, ki mu jo očitajo. In to Vergerij zelo dobro utemelji v svoji obrambi, dokaže namreč, da ni nikjer prekršil katoliških kanonov in da je kot škof v Kopru učil samo čisto vero, ki jo navsezadnje podpirajo tudi dekretali, papeški odloki in tako naprej. Uprl se je samo neprimernemu, nezglednemu vedenju tamkajšnjih frančiškanov. Vemo, da je postavil železno ograjo med dva samostana, med frančiškanskega in pa tistega Klaris, ki sta bila drug ob drugem, pač ker so frančiškani zelo radi obiskovali Klarise. Skratka, te stvari so ga zelo motile in pa uprl se je tudi ljudski pobožnosti, ki so jo menihi izkoriščali za zaslužek. Za osvetlitev te pridobitne dejavnosti mogoče samo na hitro opišem eno tako zgodbo, eno tako prevaro, ki jo je razkril, in sicer o mlademu frančiškanu in poročeni ženski, ki sta imela razmerje in se jima je rodil otrok. Zdaj, vedlo se je, da je bil mož od te ženske v tujini takrat, se pravi, ni mogel biti njegov oče, zato je menih žensko prepričal, da se je v eni od frančiškanskih cerkva prikazala Marija in ji podarila otroka. In potem so to razglasili naokoli, in ko so se potem začeli ljudje z vse Istre zgrinjati v to cerkev na kraj čudeža, so tam seveda menihi podjetno pobirali prispevke. In Vergerij je seveda prevaro razkril in krivce kaznoval. In to je bila ena od stvari, ki so mu jih zelo zamerili. Seveda je k tem zameram prispevala tudi Vergerijeva prepirljiva osebnost. Omenil sem že spore s papeškimi sorodniki, prijatelji, ampak kot rečeno, niso mu mogli očitati niti enega primera krive vere. Recimo, ko so mu očitali, da je govoril proti svetnikom, je dejal, da so to pač izmišljene legende in da najraje častijo Jezusa kot pa svetnike. In proti temu niso mogli nič. Ko so rekli, da je kritiziral Frančiška, jih je škof, jim je takoj odgovoril, da pač njegove stigme ne prinašajo odrešenja, in jim je spet vzel nekaj zaslužka. Torej, ta dva spisa ponujata zanimiv opis delovanja bratovščin, redov in pa tudi delovanja ljudske pobožnosti na lokalni ravni. V ozadju pa je vse skozi ta dinamika med Beneško republiko, pod katero je takrat spadal Koper, in pa Rimsko cerkvijo. Vemo, da je v tistem času se že dvignila inkvizicija. Se pravi, vpliv cerkve se zelo dobro kaže v delovanju prav inkvizicije v času Vergerijevega procesa, torej razna zaslišanja, podkupovanje prič, ustrahovanje in podobno. In to represijo Vergerij popiše dokaj verodostojno in skladno z drugimi viri. In vse to dokazuje, da to enigmatično osebnost ga ne smemo preučevati zdaj skozi spise njegovih sovražnikov, ki jih je bilo
seveda veliko, ampak moramo brati tudi njegove spise. In tudi obrambe nam na vse zadnje to potrjujejo, ne, saj so tehtne in dobro utemeljene. No in prav to, no, če zaključim, je namen prevodov Vergerjevih del, ki trenutno nastajajo, da se tega zanimivega, nenavadnega človeka, ki je bil na vse zadnje tudi Trubarjev sodelavec, ne, ki ima zasluge tudi za slovensko književnost, da se ga še enkrat preuči in primerno ovrednoti.